Vojakov imamo 7600. Samo toliko jih lahko pošljemo na domače misije ali pa na misije v tujino, pa celo bistveno manj. V celotni operaciji oziroma celotni misiji UJMA 2010 je sodelovalo blizu 1000 vojakov. Od 7600 je jasno, kolikšen je to procent. In preostanek bi tudi zelo hitro uporabili na preostalih delih Slovenije, če bi bilo potrebno, ampak razumeti moramo, da je treba tudi vojake uporabljati racionalno. Tako kot je treba, kot morate vi, racionalno uporabiti vaše gasilce. Gasilcev imamo v celi Sloveniji operativnih blizu 45 000, se pravi opremljenih, usposobljenih. Ampak 45 000 za celo Slovenijo, če bi šlo do ujme v celotni Sloveniji, bi bilo tudi malo. Predvsem pa moramo razumeti, da ljudje ne morejo noč in dan delati eni in isti. Da je treba, tako kot so rekli vojaki, treba je iti domov, si napolniti baterije in potem se pride spet. In tudi vas gledam, zavedam se, da ste bili vi tisti, ki ste bili dobesedno noč in dan vse te dni na razpolago ljudem in priznam, da sem vesela, da vas vidim optimistične, dobre volje pri močeh, kar v bistvu kaže na to, da ste bili dobri organizatorji, da ste stvari peljali na ustrezen način in da ste znali nenazadnje tudi z nekim takim z osebno energijo in razumom opravljati vse te naloge. To je zdaj ključno. Če je vodstvo, če je ta lokalna struktura dovolj razumna in racionalna, potem se da tudi pomoč, ki jo imamo tudi na državni ravni, na ustrezen način razporediti na tiste točke, ki so najbolj goreče. Kajti vi gradite sistem zaščite in reševanja od spodaj navzgor, tisto, kar mi preko izpostav za zaščito in reševanje lahko delamo in s pomočjo vojske in tudi s pomočjo policije, pa je od zgoraj navzdol. Vsi, ki se na lokalni ravni ukvarjajo z vodenjem občine, morajo posneto dobro vedeti, kako se organizira sistem zaščite in reševanja in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Četudi je to stvar, na katero ne maramo misliti, grožnje, varnost, vojsko in te reči damo v podzavest, to je zavarovalna polica, na katero ne maramo gledati, ker mislimo, da nastane veliko, ampak zdaj te dni smo videli, koliko se izplača to vrstna zavarovalna polica, te vrste ljudi in struktur, ki jih imate na razpolago. Jaz računam, da bodo in upam, da bodo tudi naši poslanci razumeli pomembnost organiziranega delovanja Rdečega križa na lokalni ravni. In drugi zakon, ki je, vsaj kar se tiče Ministrstva za obrambo, še bolj pomemben, je zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga dopolnjujemo in sicer tako, da bi bolje uredili odnos med prostovoljcem, ko ga vpokličemo, in pa njegovim delodajalcem. Vi ste zdaj tu doživljali ta trenutek vpoklica prostovoljca, za katerega veste, da ste ga imeli cel teden na razpolago. In bistveno je, da se morate tudi zavedati, da je treba tudi poskrbeti za nadomestilo, za tisti del izpada njegovega osebnega dohodka, ki nastane zaradi sodelovanja v intervenciji. Enako velja tudi za vse te ljudi iz prostovoljnih organizacij, gasilcev, ki smo jih vpoklicali iz drugih koncev Slovenije. Za vse tiste, za katere smo prevzeli odgovornost za vpoklic na državni ravni, se moramo mi zavedati, da moramo iz proračuna Ministrstva za obrambo zagotoviti ustrezna sredstva za nadomestilo njihovega osebnega dohodka. Če bi se kdo poškodoval, bi morali tudi mi vedeti, da za vse te gasilce bolniška, ki sicer pade na rame delodajalca, gre poslej, če bo seveda novi zakon sprejet, gre poslej v breme tistega, ki vpokliče na intervencijo gasilca ali pa kakega drugega reševalca. Skratka, spremembe zakona prinašajo celo vrsto novosti. Upamo, da so to novosti, ki bodo zlasti omogočale vam na lokalni ravni, da boste lahko za temi prostovoljci bolj računali, se pravi, da boste vedeli, da jih imate na razpolago, da bodo tudi delodajalci pripravljeni dopuščati, da odhajajo na intervencije. Hkrati pa tudi zahteva od vas zelo racionalen razmislek, kje ljudi potrebujete in za kakšne naloge. Videli ste zdaj, da znajo pomagati tudi svojim ljudem doma. Čeprav vsi tile, ki so zlasti iz 20. bataljona, so
veliko takih del opravili že na misijah. Vsi, ki ste bili na Kosovu, ste ogromno tega svojega dela z ljudmi preizkusili, tudi ko ste pomagali domačinom, lokalnemu prebivalstvu. Ampak jaz mislim, da je zdaj trenutek, ko lahko rečemo, končno smo enkrat lahko pokazali tudi Sloveniji, da vojaki Slovenske vojske znate delati in pomagati ob naravnih nesrečah, tudi doma, in da to delate z veseljem in da vam ta stik z ljudmi zelo veliko pomeni. Hvala za